Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji nogometa. Pred nami je drugi polčas prvega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med nogometni klub Posavje Krško in pa nogometnim klub Korotan Prevalje. Za ta drugi del bodo sredine igrišča krenili nogometaši v zeleni športni opremi, gre za zasedbo Posavja, na drugi strani pa gostje v svojih rezervnih dresih, v katerih prevladuje bela barva. Po prvem polčasu je izid izenačen, 0-0, brez prave dinamike oziroma ni bilo visokega tempa, če lahko tako rečemo. V obeh taborih so si priigrali nekaj priložnosti, kot že prej rečeno. Pri domačih je najlepšo zapravil Dobinovič, pri gostih pa Lovro Grušovnik. Medtem so gostje že prišli do posesti in poskušajo s prvim organiziranim napadom v tem drugem polčasu. Jezernik, na nje visoko pritisnil Bogolin. Veliko prostora ima sedaj na desni strani Anže Zavolovšek. Zavolovšek je na drugi vratnici dobro opazil tekajočega Ofiča. Dobinovič. Dobinovič proti Rešetiču. Oster štart sedaj Peklarja, ki je za ta prekršek prejel rumen karton. Prvi z rumeno kaznijo pri domačih. Prosti strel bo za Prevaljčane izvedel številko 9 Grešovnik. Grešovnik s podajo proti Jezerniku. V prepovedanem položaju se je znašel slednji. Ašič z visoko podal napad, kjer je bil najvišji v skoku Bogolin. Dobinovič je znova iskal Bogolina, vmešal se je Tabakovič na desno stran, lepo Grušovnik proti Anžetu Zavolovšku. Zavolovšek v samostojni akciji. Vrača proti Lasniku, na mestu je bil Dobinovič, napaka slednjega. Izbija Kmetič, Bogolin. Znova hitro zapravljena žoga Posavja. Krenil je Pipuš. Pipuš s podajo znova je iskal Ofiča. Out za Prevaljčane. V jutrišnjem terminu pa sta pred nami še zadnji dve tekmi tega prvega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Kot sedaj za Prevaljčane. Izvedel ga bo številko 8 Ofič. Ofič proti oddaljenejši vratnici, skakal je Plesec, a previsoka podaja je bila za slednjega. Teče 49. minuta v drugem polčasu. Zaenkrat na nek način spremljamo zelo podobno predstavo kot v prvem delu. Bogolin, Pirc. Bogolin. Pravočasno se je omešal Bajc, na to dovolj čvrsto Tabakovič. Tabakovič iz avta.
Tako v napad pošilja Plesca. Slednji je pritisnil na Škobrneta. Znova Tabaković. Pametno Pipuš. Pipuš proti Ofiću. Izjemna reakcija je bila to sedaj Škobrneta. Na levi strani pa ima veliko prostora kapetan Milar. Še vedno Milar. Predolgo podajo si je na koncu dal kapetan Posavja. Izjemna diagonalna podaja proti Ofiću. Ofić v samostojni akciji, brez nevarnosti na koncu za Ašiča. Poglejmo še enkrat. Na koncu pa slab strel gostujočega nogometaša. Lepa podajo prostor sedaj. Bogolin je krenil, Bogolin in Vidošek 1-1. Bogolin je zapravil priložnost na koncu, ni uspel niti spržiti na vrata Vidoška. Strel z razdalje Dobinovića. Izjemno so proti napadu odigrali v vrstah domačih. Poglejmo, koliko prostora in časa je imel Bogolin. Preveč kompliciral, čakal, da se je pravočasno obrambo vrnil Jezernik in na koncu z dobrim posredovanjem onemogočil domačega napadalca. Teče 52. minuta obračuna. Kot že prej rečeno, sta v jutrišnjem terminu pred nami zadnji dve tekmi prvega kroga. Nogometaši Podvincev bodo odšli na gostovanje k še enemu novopečenemu tretjeligašu v Šmartno. Vse prej kot lahka naloga bo to za Podvince, a jasno, če bodo odigrali na svojem najvišjem možnem nivoju, zelo hitro znajo odigrati, bi zmaga morala na koncu potovati v Podvince, a jasno, nogomet je vse mogoče na igrišču. Šampion Brunšvik pa bo na svojem igrišču v Celju gostil Cirkulane, ki so v lanski sezoni presenetili vse in na koncu končali na visokem tretjem mestu, lahko bi rekli eden izmed krvnikov Bistrice, da le-ta ni na koncu prišla do druge slovenske nogometne lige. Dobinović v tem drugem polčasu igra veliko bolje. Še ena priložnost sedaj za Posavje. Obramba Vidoška ostaja 0-0, domači pa iz minute v minuto vse bolj nevarni za vrata Vidoška. Poglejmo še enkrat to akcijo. Dobinović lepo prvotno samostojno, na to Vidošek z obrambo. Pa še enkrat več se je izkazal Vidošek, zares 2-3 lepe situacije za zadetek so imeli sedaj v tej minuti domači nogometaši, a zapravili vse tri. Bomo videli, ali lahko varovanci Tina Kuzme kaznujejo to nezbranost domačih v napadu. Bajc je krenil, še vedno Bajc. Brez prekrška nad slednjim. Goal out za vratarja Vidovška. Sedaj sem pravkar prejel podatek, da je na tribunah stadiona Matije Gubca prisotnih 200 navijačev. Ofić na levi strani. Ofić in Kmetič v dvoboju. Uspešnejši na koncu Kmetič.
Iz avta bo za Korotan metal Tabaković, v taboru gostov pa pripravljajo zamenjavo. V 55 minuti menjava pri gostih iz Prevalj. Iz igre odhaja številko 10 Plesec, v igro pa bo prišel številko 17 Kenan Mustedanagić, povratnik v moštvo Korotana. Iz igre odhaja številko 10 Nejc Plesec, v igro pa številko 17 Kenan Mustedanagić. Gre za nogometaša, ki je nosil dres Korotana, ko se je slednji uvrstil v tretjo slovensko nogometno ligo, nato pa po tej uvrstitvi 2 leti preživel v Mežici pri Akumulatorju. Mustedanagić bi lahko svojo energijo v težave spravljal v domače branilce. Najvišji skok je bil Grušovnik, Dobinović na desno stran, Rešetić, Pipuš proti Ofiću, Ofiću prostor proti Tabakoviću. Še vedno Tabaković, iskal je Ofića v bloku domači nogometaši. Še en met iz avta sedaj za Prevaljčane. Znova pa bo izvajalec številko 21 Tabaković. Dobinović ima sedaj veliko prostora, takoj spodajal prostor proti Bajcu, dovolj hiter je bil slednji, vendarle ne. Žoga je, kot vse kaže, po mnenju stranskega sodnika v celoti zapustila igrišče. Gostje že nadaljujejo z obračunom Grušovnik, Grušovnik proti Ofiću, še vedno Ofić. Na desno stran, kjer je Lasnik, Anže Zavolovšek, lepa kombinacija sedaj Anžeta Zavolovška s Pipušem, na koncu pa je Zavolovšek storil prekršek nad Škobrnetom. Še enkrat več lahko vidimo to situacijo in pa prekršek Zavolovška. Menjava sedaj tudi v taboru gostov. Iz igre številko 19 Tine Lasnik, v igro pa prihaja številko 3 Boštjan Hutmajer. Boštjan Hutmajer, 30-letni vezist. Napaka Jezernika. Slednji je to uspel popraviti, Pirc, tako je znova na levo stran. Naša napaka sedaj domačega kapetana. Popravlja Škoda. Hutmajer proti Grešovniku, ta vrača do Jezernika. Denis Zavolovšek. Grešovnik na desno stran proti Hutmajerju.
Out za prevaljsko zasedbo, iznova izvajalec številko 21 Tabaković. Tabaković je iskal Musteda Nagića. Grušovnik, napako je storil Dobinović. Hutmajer. Hutmajer s podajo proti Musteda Nagiću. Še vedno Musteda Nagić. Grušovnik. Grušovnik je v kazenskem prostoru iskal Ofića. Nogometaši Korotana si v tem drugem polčasu, v teh 15 minutah drugega dela niso uspeli priigrati nobene nevarnejše situacije pred domačimi vrati. Na drugi strani pa so nogometaši Posavja dvakrat ali trikrat nevarne zapretili na vrata Vidovška. Ofić proti Grešovniku. Grešovnik je tako iskal s povratno podajo Ofića. Bajc. Prosti strel za domače. Musted Nagić je visoko pritisnil na Škobrneta. Tabaković se je omešal. Tabaković nespametna podaja slednjega. V zvezni vrsti ali celo na desni strani je imel kar nekaj boljših opcij, če lahko tako rečem. V zvezni vrsti se je lepo odkrival Pipuš, na desni strani pa je imel veliko prostora Anže Zavolovšek. Denis Zavolovšek. Tabaković. Grušovnik. Grušovnik je videl tekajočega Pipuša. Grušovnik proti Ofiću. Še vedno Ofić. Ofić je iskal Musteda Nagića. Prekršek domačih. V naslednjem drugem krogu je znova pred nami nekaj zanimivih dvobojev. Današnji domačini, se pravi Posavje Krško, odhaja na svoje prvo gostovanje v letošnji sezoni k Dravinji. Zagotovo vse prej kot enostavna naloga za današnje domačine. Dravinčani vedno znova ciljajo na visoka mesta in jasno za dosego le-teh na takšnih preizkušnjah proti vsaj na papirju lažnim tekmecem enostavno morajo zmagovati. Korotan pa bo svojo prvo domačo tekmo v tej sezoni odigral proti Bistrici. Za Bistričane zagotovo zelo, zelo zahtevno gostovanje, na katerem je že padlo kar nekaj favoritov, če lahko tako rečem. Ta energija s tribun v Prevaljah doda dodatno moč zasedbi Tina Kuzme. Jezernik. Na mestu sedaj Ašič. Ašič takoj na desno stran. Veliko prostore osvojil Kmetič, še vedno Kmetič, umešal se je Hutmajer. Grušovnik. Na levi strani Pipuš s podajo pred vrata.
Pirc, veliko prostora je osvojil Pirc. Pirc na desno stran proti Bajcu. Bajc s predložkom pred vrata. Izbil je Hutmajer, out na koncu za domače. Bogolin uspešnejši. Na desni strani Rešetič pred vrata. Priložnost znova za domače, še enkrat več. Je Vidošek ubranil. Na koncu še besedni dvoboj Vidoška in domačega kapetana. Poglejmo še enkrat to situacijo pred vrati Korotana. Rešetič spoda proti Bajcu. Z obrambo se je izkazal Vidošek, še drugič danes pa ga je pohodil kapetan Milar. Prekršek slednjega na koncu nad vratarjem Vidoškom. Pipuš proti Ofiču. Ofič iskal je Mustede Nagiča. Bogolin znova. Bogolin v bloku Jezernik, ki se je še enkrat več pravočasno vrnil. Nogometaši Posavja so v tem drugem polčasu boljši tekmec. Prevaljčani imajo kar nekaj težav. Bogolin tokrat boljše pri samem sprejemu žoga, še enkrat več, tako kot v prvem polčasu. Jezernik z dobrim posredovanjem. Kot za domače bo izvedel Peklar. Še en udarec iz kota za Posavje. Znova bo izvajalec številko 7 Peklar. Peklar, nov obetaven predložek je bil to Peklarja. Na koncu pa Kmetič ne najbolj spretno pri oddaji žoge. Ofič je imel veliko prostora v napadu. Vidošek se je na koncu odločil za podajo na desno stran, kjer je Musteda Nagič. Zavolovšek. Anže Zavolovšek. Iskal je Ofiča. Musteda Nagič. Ofič je sprožil, še vedno v posesti Ofič strelja, izjemna obramba Ašiča, ostaja 0:0. Nekoliko se je razživela tekma v tej drugi polovici drugega polčasa. Pirc z diagonalno podajo na desno stran, kjer je Rešetič uspešnejši oziroma hitrejši Tabakovič. Ofič. Poglejmo si to situacijo po strelu Ofiča. Prvo blok domačih, nato pa še enkrat z levico. Pozoren je bil na ta strel Ašič in ostaja 0:0.
Vidovšek je znova iskal Ofiča, ki je daleč najnevarnejši nogometaš gostov. Izbijajo domači, na mesto je Zernik proti Grošovniku. Grešovnik spodaja na desno stran, kjer je Hutmajer. Še vedno Hutmajer. Nan je pritisnil, škoda, prekršek na koncu Hutmajerja, prosti strel za Posavje. Teče pa 70. minuta obračuna. Denis Zavolovšek zelo lepo. Na levi strani ima veliko prostora Tabaković. Tabaković nenatančen pri oddaji žoge slednji. Rešetić. Dobro sedaj proti Peklarju. Še vedno posesti Peklar. Dobinović in Denis Zavolovšek v dvoboju, uspešnejši slednji. Predložek proti oddaljenejši vratnici, kjer se je odkrival Musteda Nagić. Dobro je posredoval Rešetić in kot za Korotan. Pred tem kotom pa manjša prekinitev za vodo, da lahko fantje spijejo malo vode. Jasno, takšna vročina je, da je to nujno potrebno. Še vedno imamo več kot 30 stopinj. Nekaj trenutkov za osvežitev obeh moštev. Korotan bo prihodnjo soboto gostil Bistrico. Še enkrat si lahko sedaj v tej prekinitvi pogledamo priložnost domačih, ko je vratar Vidovšek dvakrat, trikrat dobro posredoval. Tekma pa se bo med tem nadaljevala. Domači že odhajajo v svoj kazenski prostor, za Korotan pa bo kot izvedel številko 9 Grešovnik. Grešovnik proti bližnji vratnici, izbil je Peklar. Tabaković je iskal Zavolovška. Že Zavolovšek še vedno v posesti. Uspešnejši od njega je bil Milar. Peklar lepo proti Rešetiću.
Peklar lepo je našel Bajca. Bajc strelja mimo gola. Izjemna akcija domačih po napaki v taboru gostov. Hitro si znajo domači nogometaši priigrati priložnost. Še enkrat si pogledamo ta strel Bajca. Za vas je zgrešil cilj njegov poizkus. Denis Zavolovšek vrača do Vidoška. Anže Zavolovšek, fizično močnejši od Škode. Grušovnik pravočasno proti Ofiču. Še vedno Ofič strelja v bloku Rešetič. Nov udarec iz kota sedaj za Korotan. Gostje v teh minutah kažejo nekakšno dodatno energijo. Poizkus. Out na koncu za Posavje. Še vedno žoga ostaja v posesti domačih. Nagič je visoko pritisnil na zadnjo vrsto domačih, nekaj sreče je žoga na koncu prišla do Rešetiča, ta pa spodajal prostor proti Bajcu. Bajc je lepo videl tekajočega Bogolina na mestu Denis Zavolovšek. Še enkrat več so si v taboru domačih hitro priigrali to priložnost. Tukaj zares veliko prostora je imel Bajc. V kazenski prostor je že vtekal Bogolin. Na koncu je morda celo zadetek s tem dobrim posredovanjem rešil Denis Zavolovšek. Iz kota številko 7 Peklar. Peklar proti oddaljenejši vratnici. Najvišji v skoku je bil sicer Škobrne, vendarle brez večje nevarnosti za Vidovška. Pipuš vrača proti Jezerniku. Še vedno Pipuš. Hutmajer. Jezernik spodajal napad, kjer pa ni bilo nobenega izmed gostujočih nogometašev. Rešetič znova v posesti, mirno vrača proti Kmetiču. Škobrne. Dobinovič s previsoko podajo proti Rešetiču. Morda je ta nekoliko višji pritisk Korotana sedaj obrodil sadove. Ofič, Mustade Nagič. Prekršek nad Rešetičem je storil Grešovnik. Pirc še vedno, oziroma znova je visoko pritisnil Mustade Nagič. Grušovnik proti Tabakoviču.
Podajo prostor proti Pipušu, prekršek je storil slednji. Še ena visoka podaja proti Bogolinu, tokrat najvišji Jezernik. Tabakovič proti Ofiču. Ofič v zvezdno vrsto, kjer ima veliko prostora Grešovnik. Grešovnik se je odločil za strel z velike razdalje. Brez nevarnosti na koncu za Ašiča. Nekoliko preoptimističen poizkus je bil to gostujočega nogometaša. Na desni strani je bil dobro postavljen Anže Zavolovšek. Anže Zavolovšek znova v dvoboju. Tokrat je prekršek storil Škoda. Grešovnik je lepo videl na levi strani povsem samega Tabakoviča. Denis Zavolovšek, znova Tabakovič. Ofič spodajal prostor na levo stran, še enkrat več proti Tabakoviču. Tabakovič je v kazenskem prostoru našel Ofiča, ta je sprožil, a brez nevarnosti znova za vrata Ašiča. V teh trenutkih so sedaj pri Korotanu pričeli oziroma vršijo vse večji pritisk na zadnjo vrsto Posavja. Domači so v tem drugem delu, to je treba izpostaviti, zapravili kar nekaj lepih situacij za zadetek. Najvišji v skoku Pipuš. Lepo sedaj Peklar. Prednost pušča glavni sodnik Pipuš. Pipuš spodajal prostor proti Anžetu Zavolovšku. Ta spodajal, kjer je naš, oziroma kjer se je dobro odkrival Grešovnik. Ofič, še vedno obstaja nevarnost za vrata domačih. Ofič proti Pipušu na mestu Škobrne. Golaut pa bo na koncu za domačega vratarja Ašiča. Rumeni karton je sedaj za prekršek nad Grešovnikom prijel številko 11 Bogolin. V 82 minuti je Anej Bogolin, igralec številko 11, pri Posavju prijel rumeni karton. Rešetič. Tabakovič proti Pipušu. Denis Zavolovšek. Denis Zavolovšek je danes svojo predstavo zagotovo opozoril nase, kar nekajkrat je v obrambi rešil napake svojih soigralcev. Žoga pa še enkrat več pri vratarju Ašiču, takoj na kratko proti Škodi. Rešetič. Pravočasno je dobro posredoval Grešovnik. Bogolin, še vedno Bogolin je na drugi strani iskal kapetana Milarja. Glavni sodnik se ni odločil, da bi pokazal na belo točko. Hutmajer je krenil proti napad. Še vedno Hutmajer. Proti oddaljenejši vratnici, kjer je Ofič. Kot na koncu za Prevaljčane. Medtem druga oziroma zamenjava v
v vrstah Korotana. Tretja menjava pri ekipi. Poglejmo še enkrat to situacijo. Hutmajer se je vračal, zelo mejna situacija. Težko se, ne vidi se dobro, ali je Hutmajer spodnesel ravnotežje kapetanu Milarju. Slednji se ni kaj preveč pritoževal nad sodniško odločitvijo. V igro pa je prišel med tem pri gostih številko 7, Jošt Krivonog. Bajc, uspešnejši od slednjega, kapetan Korotana Grušovnik, zelo izkušen nogometaš, še vedno Grušovnik. Slednji je privolil kot za Prevaljčane. Izvajalec bo številko 8 Ofič. Jošt Krivonog, ki je vstopil v igro, je zamenjal številko 16 Anžeta Zavalovška. Izjemen zadetek Prevaljčanov z roba kazenskega prostora, z voleja je zadev Grešovnik in Korotan je v 86 minuti prišel do vodstva z 0:1, sijajen zadetek gostujočega nogometaša. Boleč udarec sedaj za domače. Poglejmo še enkrat. Sicer najvišji v skoku domači, nato pa izjemen volej z roba kazenskega prostora Grešovnika in Prevaljčani so prišli do prednosti z 0:1. Strelec za Prevalje pa igra številko 9 Grešovnik. Jasno, tabor domačih pa še vedno ne morejo pozabiti tiste mejne situacije v kazenskem prostoru, ko bi glavni sodnik morda lahko pokazal na belo točko. Kmetič, na nje pritisnil Musteda Nagič. Out za Prevaljčane. Pipuš, Pirc, obrambo se je vrnil Musteda Nagič, Krivonog vrača proti Hutmajerju. Mirno Hutmajer izkušeno proti Pipušu. Jezernik pa slabo iskal je Hutmajerja. Grešovnik je žogo samo brcnil na polovico Posavja, sicer za domače teče pa že 88. minuta današnjega obračuna. Podaja Bogolina na levo stran, kjer je bila le ta žoga nekoliko prehitra za domačega nogometaša. Bomo videli, ali lahko varovanci Tina Kuzme zdržijo še te zadnje minute in pridejo do prvih 3 točk v sezoni. Pipuš proti Grušovniku. Prekršek je na koncu storil kapetan Prevaljčanov, za katerega je prijel rumen karton. Lahko rečemo pameten, izkušen prekršek, s katerim je preprečil poizkus hitrega protinapada domačih. Pirc na levo stran. Posavje pa je zamenjalo že drugega igralca
iz igre odšel igralec številko 9, Dobinović. Šetič, v igro pa je prišel Živko Blagojevich. Prosti strel za domače. Izvajalec bo številko 7 Peklar. Grešovnik najvišji v skoku, na koncu še Ofič. Musteda Nagić. Krivonok, krenil je Krivonok. Pravočasno pa se je obrambo vrnil Živko Blagojevich. Z dobrim posredovanjem preprečil poizkus proti napada Korotana. Sedaj ima manjše težave s krči tudi zvezni nogometaš pri gostih številko 18 Pipuš. Pravkar pa se je iztekla 90. minuta obračuna. Musteda Nagić uspešnejši od domačih nogometašev, še vedno Musteda Nagić. Musteda Nagić v samostojni akciji lepo je našel Grešovnika. Ta namesto, da bi sprožil, je nekoliko preveč nesebično iskal Ofiča. Blagojevich z visoko podajo proti Bogolinu. Hutmajer, sedaj manjši tehnični lapsus tega nogometaša. Nesporazum pa sedaj med Bajcem in pa Bogolinom. Out bo na koncu pripadel Korotanu. Izvajalec pa številko 3 Hutmajer. Še vedno Musteda Nagić. Izbija Hutmajer. Out na koncu za Prevaljčane. Kot se kaže, je zmanjkalo moči domačim, da bi si lahko ob koncu današnje tekme priigrali še kakšno priložnost za izenačenje. Out bo sedaj za goste izvedel Pipuš, vendar le bo slednji izvedbo le tega prepustil Hutmajerju. Ofič. Še vedno Ofič. Dobro sedaj Škobrne. Prekršek nad slednjim je storil Grešovnik, prijel rumen karton. Rumeni karton je bil na številko 9 Grešovnik. Strelec je Nerola danes. Najvišji v skoku je bil Denis Zavalovšek, glavni sodnik. Je med tem odpiskal konec tekme prvega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Na koncu pa se zmage veselijo nogometaši Korotana z res izjemnim zadetkom. Jim je 3 točke prinesel Grešovnik v 86. minuti. Treba je izpostaviti, da so domači imeli kar nekaj priložnosti že pred tem, da bi prišli do prednosti. Poglejmo si eno izmed teh, ko bi glavni sodnik morda lahko dosodil 11 metrovko.
Za Posavje, za slednjo se ni odločil in v naslednjem napadu oziroma čez 2-3 minute pa so varovanci Tina Kuzmes, to res mojstrovino, ki jo bomo še sedaj videli enkrat v počasnem posnetku, z volejem z roba kazenskega prostora prišli do zmagovitega zadetka in do 3 osvojenih trdo prigaranih točk. Z moje strani je bilo to za danes vse, ljudno pa vas vabim še naslednjo soboto, ko bomo na naših kanalih spremljali tekmo med Dravogradom in pa Šmartnim. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.